vsak trening pač probam čim bolj napredovati, se učiti od teh treh bolj izkušenih vratarjev, od vsakega lahko pač nekaj pobereš dobrega in mi pomagajo tudi z nasveti in pač stremim k temu, da bom vedno boljši. V naslednjem delu sezone, torej v drugem delu sezone, boš posvojeno drugo ligo k Gorenjskemu Šenčurju. Kaj pričakuješ od te izkušnje? Pričakujem, da bom dobil veliko izkušenj v članski konkurenci, kar pač mi bo vsekakor prvo prišlo v nadaljnjem poteku kariere in upam, da bom ekipi pomagal po najboljših močeh, da ne samo ostane v ligi, ampak se prebije čim više na lestvici. Tvoji nadaljnji cilji v Olimpiji, po sezoni se verjetno vračaš? Ja, samo da bom čim več napredoval in da se bom učil od pač izkušenejših soigralcev in da bom čez čas, ko bo pač se pokazalo, da lahko zagrabil mesto prvega vratarja v članski konkurenci. Zdaj nekaj časa treniraš člansko ekipo Olimpije. V čem se ti zdi, da si, odkar si prišel iz Rudarja, najbolj napredoval in kdo je nogometaš, od katerega si se največ naučil? Ja, vsekakor občutki trenirati s člansko ekipo Olimpije so fenomenalni. Napredoval sem najbolj na fizični moči, kar mi je najbolj primanjkovalo. Od igralcev, od koga sem se največ naučil, vsekakor je Andraž Šporar, ki gre res za kvalitetnega igralca, ki sem dosti stvari od njega videl. Kaj recimo te pri Andražu najbolj navdušilo, ko si gledal trening? Naravno njegova iznajdljivost in njegovo zaključevanje nasploh. Igralec, ki ima vse kvalitete res. Vse me navdušil. Jakob, kako bi ocenil delo trenerja Marka Nikolića z te perspektive dela z mladimi nogometaši, po katerem je novi trener Olimpije zelo znan? Ja, zaenkrat nas je zelo dobro vzel zraven ekipe, nam daje šanse tudi na prijateljskih tekmah. Vsi smo dobili neko minutažo, s katero smo se lahko pokazali na igrišču. Tretira nas kot del ekipe, ni nas dal na stranski tir, tako da meni se zdi zaenkrat zelo dobro. Sedaj v pripravljalnem obdobju, ne samo v Istri, ampak tudi doma v Ljubljani, ste vsi mladinci dobili del svoje minutaže na igrišču. Kako se ti zdi, da si izkoristil te tekme, si napredoval tudi mogoče zato, ker dobivaš toliko priložnosti? Ja, mislim, da sem napredoval tudi malo izkušenj, sem že dobil, kako je v članskem nogometu, kako je vse bolj na fiziko, na telo. Zdi se mi, da z večjo minutažo postajam pametnejši, da delam drugačne odločitve. Tako da ja, gre vedno na boljšo. Sandi, si zadnji v nizu mladincev, ki so podpisali prvo člansko pogodbo z Olimpijo. Kakšni so bili občutki ob sklenitvi prve profesionalne pogodbe z Olimpijo? Ja, občutki so fenomenalni. Mislim, da se tukaj pot komaj začne, da treba zdaj še bolj delati, da se čim prej približaš prvi enajsterici, da dokažeš se trenerju Marku Nikoliću, da lahko računa na tebe. V ekipi oziroma v članskem moštvu je kar nekaj nogometašev, ki igrajo na isti poziciji kot ti. Jih spremljaš na treningih, se učiš tudi od njih? Ja, tudi na treningu jih spremljam, se učim, gledam njihove kvalitete, kaj lahko prenesem v svojo igro. Tudi njihove napake gledam, da lahko jaz izboljšam, tako da računam na to, da bom s tem boljši. Ampak kje vidiš glavne razlike med mladinskim nogometom in članskim? Ja, pač razlika je očitna, vidi se predvsem v kvaliteti igre, hitrosti, predvsem v fiziki, tako da bom mogel še dosti veliko delati na fiziki. David, kakšni so občutki po prvem tednu priprav, ki si ga preživel s članskim moštvom Olimpije? Ja, občutki so odlični, vesel sem, da me je trener povabil sabo na pripravo na Novigrad. Treningi so bili naporni, tako da bojo zdaj te 3 dnevi počitka prav prišli. Kakšna so tvoja pričakovanja za drugi del sezone? Ja, v drugem delu sezone pa samo upam, da bi bil čim več priključen k prvemu moštvu.